No, nekoč smo v Orače hodili predvsem otroci. Fantje, starejši tam od 17 let, nekako niso šli več med Orače, bilo jih je sram. Jaz so bili že toliko starejši. Danes pa je težko dobiti otroke. Ne vem, ali je to internet, ali je, ne vem, ta moderni svet jih nekako odvrača od te stare šege. No, mi smo šli nekoč, predvsem zaradi denarja. Revščina, kot je vladala v vsaki družini, nas je privedla do tega, da smo komaj čakali pust. To smo se na tiho dogovorili, eni starši so podpirali to maskiranje, drugi ne. In to smo bolj v ilegali delali opremo. Tako da zajeli smo pa kar veliki prostor. Par vasi, to ni bilo postanka pri hiši. Ko smo prišli, zaorali, seveda zaželeli debelo repo in tako naprej, da je hitro gospodija dala tistih par jajc v korpo, gospodar je prinesel kako klobaso. Pijače nam niso niti ponujali, ker smo bili premali. Sokov takrat ni bilo nekih, ne. Tako da šli smo kar hitro, ne, do naslednje hiše, naslednje, do večera. To je bilo v ponedeljek, v torek pa do 3. ure. V torek pa nismo smeli več popoldne hoditi, češ pozna ura, pozno oranje in pozna letina, ne. Kar ni bilo všeč kmetom, ne. Bili smo tudi, da ne bom rekel, nagajivi, malo včasih celo vsiljivi. Videl si gospodara, gospodinjo, sta bila vinogradu rezala, ko smo se približevali hiši, nobenega več ni bilo, vrata zaprta, korant je malo poružil, z ježavko, malo sen tja, zaprto vse. Kar pa je največje zlo, da bi se korant podrnil ob ek hiše, ob vogal, ali pa da bi se pokotalo. To pa je prinašalo smrt v družini ali pa med živino. Tega si noben ni želel in koliko je to korant naredil, je bil gospodar za sekundo zunaj. Ne vem, od kod so se vzeli takrat, ko smo ružili, zvonili, nikoga ni bilo, ko pa se korant pokotalil, naenkrat je bil gospodar zunaj, ali z gorjačo, ali z vilami in seveda pol je bil normalno beg od hiše, ne, in tako naprej in to. In drugo leto tudi nismo te domačije več obiskovali. Veliki kmetje pa so želeli, da pridemo, sicer ne bom rekel, da je bil obilen zaslužek, ampak bila je sramota, če se nisi oglasil, ne. Češ, zakaj so me spustili ven, ne, in to je bilo nepopisno razočaranje na kmetiji, ne, ker se tudi, če ravno so hiše ena od druge kar oddaljene, veste, zvonci so tako glasni, da se čujejo na dosti hribov. Ljudje opazujejo. In če so videli, da je šla skupina Oračev mimo ene hiše, ne, kaj se je pa tam zgodilo? Zakaj pa tega ne obiščejo, kak ne? To je pol med temi sosedi, med vaščani bila kratka debata, ne. Mi ne moremo na to vplivati, deca smo bili, nismo razumeli tega. No, iz nekega spoštovanja hiš, kjer je bila pred kratkim smrt kakšna, nismo obiskali, ker nekako se ne spodobi, da bi tam delali neki kraval, rompompom z temi zvonci pa to, ne. Tako da smo obšli ponavadi to hišo. Hiše med potjo ne smeš izpustiti. Obiskati vsako hišo med potjo, kjer smo obiskali, ne glede na stanje, kako je bilo prej, mogoče med starejšimi ali kak, ne. Tako da vsako hišo je trebalo obiskati. Ja, danes pa si vzamemo en zaselek, eno leto zaselek v občini Cirkulane, drugo leto zaselek v občini Videm, ker pač mejimo na te dve občine in tudi smo člani te dveh občin. Predvsem probamo obiskati hribovske zaselke. No, povedati moram eno zgodbo,
ki se je verjetno najbolj dotaknila mojega vnuka. Star sem bil 6 let. Bratje, sestra, starši so šli na ta karneval, na Ptuj, jaz sem pa ostal sam doma. In sem si mislil, no, kurentija od brata pa je danes frej. Zakaj ne bi jaz izkoristil? Res, to si oblečem, pa sem mislil, no, do prvega soseda si bom upal. Ne, res, grem do soseda, se denarja dobim, veselje, ne, sosed me nagovori, pojdi še ta do naslednjega soseda. Sem šel do tja in tako naprej, vsi so me pošiljali še naprej. Jaz pa 6-letni otrok sem se bal, ne, se ne veš, naletiš na kakšne starejše vrače, ne veš, kaj se bo zgodilo, ti bojo potrgali kurentijo, ali vzeli denarja, ali vzeli zvonce, ali pač, ne veš, v strahu si bojiš se, ne. Ampak vseeno tisti pogum me je gnal do večera, do trde teme. In naši so že vsi prišli s Ptuja, mama kliče, kje jaz sem šel tam čez en gozd proti hiši, ne, se oglasim, ne, mama je bila huda, pa tudi v strahi, ne, kje sem, ne. In seveda, bal sem se, zdaj bo pa šiba pela, ne, ker nisem bil doma. No, ampak je, ko sem obrnil žepe, iz notranje strani je bil en žep, kaj sem imel neki kožuh, ne vem, ali to bila stara cestarska jakna, ne vem, neka kosmata jakna, noter je bil žep je bil poln denarja. In ko sem to vsipal na mizo, so samo gledali vsi. Tega denarja je bilo, ne, težko bi rekel, denarja tak nisem še poznal takrat, ampak vem, da so se vsi čudili, zdaj pa je to bilo približno očetova plača ali očetove pol plače, ne vem, ogromno denarja. In seveda, pol je se stvar umirila, ne, in jaz sem bil zadovoljen, bil sem glavni tisti dan, ne. Včasih smo strmeli predvsem za denarjem, ne. Več je bilo denarja, bolj smo bili veseli, več smo si lahko razdelili, to je bilo tudi za šolske potrebščine večina, pa za kakšen priboljšek. Po pustu si lahko šel v trgovino, si kupil, ne vem, kakšne 4 kile belega kruha ali pa pač neke dobrine, ne. Danes, ker smo starejši, to več toliko ne pomeni, ne. Danes gremo predvsem zaradi nostalgije, zaradi druženja. Radi bi pa mladim poskušali vcepiti, kako je to nekdaj izgledalo. No, imamo eno par mladih, ki nam sledijo, mogoče bojo nadaljevali to tradicijo še nadaljnja leta.